Na jugovzhodnem delu Krasa se globoko pod zemljo skriva popolnoma drugačen svet. Jamski sistem, delo reke Reke, ki pod vasjo Škocjan izginja v podzemlje, človeško zanimanje vzbuja že stoletja. Škocjanske jame, prvič omenjene že v antiki, so izjemen skupek jam, rovov, naravnih mostov in ponorov, v grobem pa so razdeljene na dva dela. Ena takih zelo velikih zanimivosti recimo pri nas je ta podzemni kanjon, ki je eden največjih podzemnih kanjonov v Evropi in tega si ogledajo potem na tej prvi turi v drugem delu. V prvem delu grejo pa skozi kraško jamo zelo bogato s kapniki. Ravno Veliki kanjon je Škocjanske jame leta 1986 ponesel na UNESCOV seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Jame so vanj uvrščene tudi kot prvo podzemno mokrišče z redkimi vrstami kopenskih in vodnih živali, kot je na primer človeška ribica. Jamske poti so privlačne tako za mlajše kot tudi starejše obiskovalce. Pri vodenih ogledih pa je zelo dobro poskrbljeno tudi za varnost. Imamo 8 ogledov dnevno, se pravi vodič skupino pokliče, pred vhodom v jame se potem razdelimo po jezikovnih skupinah in obisk traja približno 1,5 do 2. Izletniki so se v knjigo obiskovalcev prvič lahko vpisali že leta 1819. Letos pa je jamo obiskalo že 83.000 turistov. Med številnimi gosti je le četrtina domačih, prevladujejo Italijani, Čehi in Nemci. Po ogledu jam in vožnji z dvigalom nazaj na površje, marsikdo ni mogel skriti navdušenja. Never realized anything could be like that. The cave was incredible. We've been caves around another place in the world, but there's nothing remotely like that. It was really interesting all the way along. The lady was really good. She told us all about it. And that's also a very nice tour. So there's a lot of things to see here. Tako, prav res. In zdaj se pogovarjamo, da bomo šli še enkrat. Številni se ponovno vrnejo tudi zaradi 413 hektarov velikega naravnega parka ali 2 kilometrov dolge učne poti Škocjan, ki je bila zaradi čudovitih kraških pojavov in dobre urejenosti lani izbrana za najtematsko pot v Sloveniji. Obiskovalec se pred odhodom lahko odloči še za 20-minutni sprehod po naravnem mostu med Veliko in Malo dolino in dan zaključi z resnično nepozabnim razgledom.